Hej, hej, pozdravljeni iz Indije, iz Radisson Blu resorta v Šenaju. Pač noro doživetje, izobraževanja in danes ima končen čas, da se malo sprehodim po dnevi čez ta resort, ker je res čudovit. Bilo bi fajn biti, če imam par dni tukaj, ampak ja, nisem bila s tem namenom, da bom tu počivala, ampak sem bila z namenom, da sem osebno zračila veliko in poslovno, kot tudi osebno. In ja, in to bi tudi rada vsem razložila, da če hočeš biti uspešen poslovno, moraš začeti delati pri sebi, moraš delati na svoji osebni rasti, ker drugače dosežeš pa to in vse se ti ustavi ali pa če slabše še poruši. Tako da ja, moje ime je Mojca Kokelj-Miširović, če me še ne poznate, sem podjetnica, sem blogerka, pišem bloge na moji strani success-brands.com. Sem avtorica nenavadnega priročnika Moje boljše življenje se začne zjutraj in mamica 2 otrok, žena in tako naprej. Kaj sem vam hotela povedati, je pa, kaj sem spoznala tukaj v tem čudovitem izobraževanju z top najboljšimi predavatelji Blaira Singlera, Mac Antroma, Zoltana, Levija Gilmana, Markusa de Marija, čudovite izkušnje, treningi na odrih in ja, sem se začela spraševati, zakaj se pa jaz bojim biti na odru. In sem mislila, da sem to razčistila, ampak očitno nisem, to našla še podkopane stvari. Ampak vedno sem se občutila, da dejansko sem športni avto, ki mora peljati 200 na uro, ampak se vedno peljem zročno. In se pravi, da nisem izkoristila svojega največjega potenciala. In ko smo šla malo globje, sami temi učitelji, coachi, globje, zakaj nisem dovolila, kaj me je omejevalo, sem pa ugotovila, da se v bistvu nisem nikoli počutila dovolj dobra. I'm not good enough syndrom. Pa sem že dosti delala na temu, očitno se me vidite na Facebooku. Pred kakim letom pa pol, sploh na Facebooku nisem bila, sploh se nisem nikjer pojavljala, se skrivala. Zelo redko sem se rada slikala, da bi tak video posnela, to je bil mnogo vzame. In zakaj vam to vse govorim, je zato, ker če si ljudje delijo takšne izkušnje, ko povejo svoje zgodbe, moč vsak najde v njej. In rada bi vas inspirirala, da če sem jaz zmogla, lahko tudi vi zmorete marsikaj presežiti. In jaz, pogruntala sem, da sem dejansko zaradi strahu od odra se počutila ne dovolj dobro, oziroma zmrznjena sem bila z temi občutki. In si nisem upala stvari narediti, nisem upala narediti korake, obtičala sem. In ni dobro občutek, ni dobro občutek. Kar sem pa pogruntala, ko smo šli še dalje in globje in rešili ta strah, sem prebila ta strah, sem pa hotela to ročno, ta moj e-break, zakaj me omejuje, pa v bistvu shame, bil je sram. In nisem vedela pač zakaj bi me bilo sram. Pa dejansko je. Ljudje ne radi govorijo o depresiji, ljudje ne radi govorijo o pregorelosti, ljudje ne radi govorijo o svojih težavah, še posebej v Sloveniji. Moramo makniti avtočki. Ker to je nekaj, kar se moraš sam ukvarjati sam s sabo. Pa ni res, ni res. Ampak takrat, ko sem pač bila na dnu, ja, sem se počutila nemočno, sem se počutila pod stresom. Prevzeti podjetje čez noč, od
mojega moža, družine, zaradi bolezni, brez predpriprave, ne glih 100 ljudi za vprašati, ni to, da veš, ponovadi so družinska podjetja in se vpeljuješ noter, 3 leta skupaj delaš, midva nisva nič tega imela, midva sva takoj čez noč mogla to prevzeti. Na srečo sva imela odlično ekipo, ki je že znala, kaj morajo, kako lahko delajo dobro. Tudi midva sem sem pol tem dodala moje ideje, mojo vizijo in da smo vsi skupaj naredili najboljši produkt ever. Bruvix. Ja, zato je bila zelo. In potem sem se še zmeraj spraševala, zakaj se počutim, da me je sram vsega tega. Zato, ker ko smo to prevzeli, jaz sem bila biokemik, se pravi nobenih izkušenj iz podjetništva. Ponovadi ljudje, ko si izberejo, da bojo bili podjetniki, razmišljajo o tem vsaj pol leta, če ne več, vprašajo koga, bilo kaj ti izobražujejo, znajo, kaj bi radi delali, mogoče vejo, kak produkt bi radi imeli, pač so pripravljeni. To je velika razlika. In še jim je bil to, ker sem bila biokemik. Delala sem 4 leta, 5 let ta faks, ki je bil res težek. In začela sem prav uživati v tistih matičnih celicah in na biokibernetiki, z elektrofuzijo celic, delati hibridone za vaccination, za cepiva. In ja, uživala sem v tem, končno se znam, nekaj vem, nekaj lahko delam, to me veseli. In pa to čez noč pustiti in vzeti podjetje brez navodil, ja, je bilo to zelo težko. In ja, tega me je bilo sram. Sram, kako je meni ratalo biti, ko sem bila taka močna in pogumna in sposobna in učljiva, da mi je ratalo do tega priti, da sem se počutila res tako nemočno, da je nesposobno. In da tam doživela tudi burnout, tudi teh pregorelosti. No jaz, veš, Terminator, mene nič ne ustavi, tak je bil moj moto. Ampak ja, tudi tistim najmočnejšim, najbolj veselim se zgodijo pregorelosti, če si ne vzameš čas zase, če se ne ustaviš, če ne dihaš. Avto tudi se ustavi, če mu ne naliješ goriva, ampak jaz tega nisem doumela. Pač samo sem dala, dejmo, še več. Ja, enkrat pač te telo ustavi. In tega me je bilo sram, da sem bila v depresiji, da sem dala svoje življenje na kocko za vse, da mi je bilo vse drugo pomembno, kot pa moje zdravje in zdravje mojega dojenčka v telesu, kot druge moje deklice. Tako da malo me je bilo res tega sram. In prav zanimivo je, ko te take emocije držijo nazaj, ko si ne upaš delati full speed s avtom, katerim je mišljen, da se pelješ, ne pa da ročno zategujem. In to sem tako vesela, da sem dala to tukaj ven. To je še najboljši občutek to, ker je to tukaj v Indiji, ko Indija je že tako mišljena, nek spiritualna joga, pa meditacije, pa te stvari, in da daš pol to na tak način, v takem kraju ven, mi je res noro dobro občutek. Tako da ja, moje sporočilo danes za vas je, malo ste me spoznali zdaj, malo sem vam odkrila moje delikatne stvari, katere še sama nisem vedela do včeraj. In ja, zato rabiš coache, zato rabiš predavatelje, da ti pomagajo, da te razumejo, ker so oni tudi tam bili, da ti pomagajo korak narediti, ker ga drugače sam ne bi naredil. In ja, tu sem za vas, tako vam lahko pomagam. Jaz, ko sem se potegnila ven, je bila definitivno sprememba mindseta, je bila definitivno drugi korak je bil, da sem začela brati, oziroma ne, to je bilo še poceni, ker takrat pač nisem imela nara, tako je bila kriza v firmi. Sem poslušala YouTube, tako da ja, kaj lahko naredite, da se postavite svoje življenje na boljše, pravi moj priročnik, je najprej, kaj lahko naredite, je to, da začnete poslušati YouTube in motivacijske YouTube. Začnite spreminjati svoj mindset, začnite brati knjige,
in začnite delati nekaj na sebi, pozitivne. Poslušajte te, kolikrat si rečete kako negativno, jaz tega ne morem, z tega ne znam, trudim se s tem, mantram se s tem, to so vse negativne informacije. In ja, s tem sem se mantrala 3 leta. Ja, mantrala, res sem se mantrala. Ampak ko sem gotovila, ne, to ni borba, življenje ni borba, življenje nas ne kaznuje, življenje nam daje lekcije, katere se moramo naučiti. In to je to. In sem se potegnila po 3 letih, ko sem iskala vse največje možnosti, kaj vse lahko naredim, da te izboljšam in izobraževanj do vsega. In za tega sem naredila tale priročnik, kot ga pač že poznate. Če ga hočete, pejte si ga pogledati na mojcekotimsirovic.com. Meni je to eno orodje, katero vsako jutro ga izpolnjujem in pripravljam svoj mindset za cel dan. Ker je res, kot pravijo, po jutru se dan pozna in je res pomembno, da se postaviš na visoko energijo. Kajti enkrat, ko greš od hiše domov, ko odpelješ otroke v vrtec, ko priješ v službo, ko so klici, ko so maili, ko so odgovori, ko vsi sprašujejo za vprašanja, kaj narediti. Če ti nisi kot podjetnik v top energiji, te povozi v po 2 urah. In kaj pa narediš? Pasivno tam delaš, kaj moraš, operativa, avtopilot, ampak to ni produktivnost. To ni produktivnost. In na koncu prideš v 2 zmazgan ko brez cunja in ko bi se mogel še z otroci ukvarjati ob 4-5, ti enostavno več nimaš energije, narediš bi šel spat. A pa pit, kar ni dobra stvar. Pač rad bi pobegnil nekam. Ko se pa ti enkrat toliko vibracijsko postaviš gor, kot pravi Ana Bučevič na vibracije. Ko se enkrat tukaj postaviš gor, imaš toliko energije, enostavno dan gre nekako fluid. Tako da, evo, tu so prazniki, zdaj bodo bili nove obljube, boste pisali, kaj bi radi dosegli v naslednjem letu. Naj bo ena jutranja rutina en del vašega plana. Tako da, kaj naj vam rečem? Lep pozdrav iz Indijskega oceana, iz Šanaja. Upam, da ste se našli v katerih mojih besedah in da ne rabite iti vi še enkrat to čez, pa 3 leta rabi, da pridete do tam, lahko vam dam roko, vas potegnem. I've been there, done that. In vam lahko pomagam, da preskočite hitreje naprej. Tako da veste, kje me najdete, na mojcekotimsirovic.com ali pa na success-brands.com, na Facebooku, tu sem za vas. Tu sem za vas, ker ne bi tega začela delati, če ne bi čutila to, da moram to dati ven, ker vem, da lahko veliko ljudem pomagam, tudi tebi. Tako da, če te zanima, me kontaktiraj in to. Lep pozdrav!